18. vzporednik. Približno 45.000 gospodinjstev v Berlinu je po politično motiviranem požigu električne infrastrukture več dni ostalo v temi in mrazu. Nevšečnosti po vsej državi povzroča tudi sneg, duhove pa buri eden največjih bančnih ropov v njeni sodobni zgodovini. O Nemčiji govorimo z Majo Derčar. Lep pozdrav. Lep pozdrav iz zasneženega Berlina. V Berlinu smo bili torej priča najdaljšemu izpadu elektrike po drugi svetovni vojni, kar nekaj dni. Ne? Kaj se je zgodilo, zakaj? Pa preden prideva do tja, kako je bilo videti tistih nekaj dni v mrku do srede, če se ne motim, za prizadete Berlinčane? Ja, tako je, ker požar na napeljavah čez Teltovski kanal je izbruhnil v soboto 3. januarja zelo zgodaj zjutraj in je uničil pomembne oskrbovalne vode. Izpad električne energije v jugozahodnem delu Berlina je na vrhuncu menda prizadel več kot 100.000 ljudi. Potem so v sredo težavo rešili s povezavo dveh napeljav. Ampak če si predstavljamo, v soboto zjutraj se žaluzije na elektriko niso več dvignile, nekateri so bili obsojeni na popolno temo v stanovanjih in v takšnem naj potem najdejo zdravila in ostalo. Ponekod ni delal telefonski signal, ogrevanje prav tako ne, ni bilo moč takoj polniti telefona, si pogreti hrane, skuhati kave, se stuširati s toplo vodo, kvarila se je hrana v hladilniku in skrinji, potem so restavracije in podjetja hitela, da si priskrbijo generatorje. Obiskala sem ta predel in je v tistih dneh smrdel po bencinu zaradi generatorjev. Na pomoč so priskočile tudi druge nemške dežele pa vojska. Samo predstavljamo si lahko, kaj je to pomenilo za starejše in slabotnejše ljudi na invalidskih vozičkih. Govorila sem s starejšim parom, ki je elektriko dobil sicer drugi dan na srečo. Dejala sta, da so se mnogi iz tistih predelov odpravili drugam po nakupih, se tam srečali, pogovorili in da je bilo veliko solidarnosti, veliko pomoči med sosedi in širše. Ljudem je okrožna županja Zehlendorfa svetovala, naj kar odpotujejo. Potem je berlinska senatorka, nekdanja berlinska županja Franciska Giffey zapisala, da so hoteli solidarno pripravljeni sprejeti goste za 70 € na noč po osebi. No, našel se je tudi hotel, ki je družine sprejel zastonj. Ampak jasno, veliko ljudi v tistem predelu je premožnih, 36% gospodinjstev v okrožju Steglitz-Zehlendorf ima neto dohodek več kot 4.000 €. V nobenem drugem berlinskem okrožju ta delež ni višji. So pa vmes tudi soseske, kot je Schlachtensee, ki kažejo manj razkošno podobo, kjer so bolj ranljivi ljudje. In seveda, če je zunaj -3 čez dan, -7 po noči, v stanovanjih pa se temperatura spusti do 12 stopinj Celzija, si lahko predstavljamo, kakšne so bile razmere. In vedeti moramo, mnogi niso zapustili domov kljub mrazu, ker so se bali vlomov. Policija je sicer varovala soseske in preprečevala poskuse kraje, ker to je vedno realna nevarnost. Odgovornost za napad je prevzela skrajno levičarska, anarhistična, antikapitalistična skupina, ki tarče ni izbrala po naključju, ne, sama si dejala, da so s požigom električnih kablov onemogočili dobavo elektrike enim bolj bogatejših sosesk v Berlinu. Niso pa storilci odgovornosti prevzeli v kakšni izrazito vehementni maniri, kot je značilna za teroristične skupine, ki izvajajo tovrstne akcije. Deloma, čeprav razumem, so se celo opravičili, ne? Kakšni so bili torej oziroma so njihovi motivi? Ja, to je storila skupina ali pa recimo posamezniki v njej, skupina, ki se imenuje Vulkan grupe, kot si dejal, označujejo jo za militantno, anarhistično, amorfno skupino. Ime si je nadela po islandskem vulkanu Eyjafjallajökull, včasih spreminja ime in si nadene kakšnega drugega po drugem islandskem vulkanu. Prepričanje njenih članov oziroma posameznikov pa je,
da človeštvo z rabo fosilnih virov energije drvi v prepad in da bo apetit po energiji z razmahom umetne inteligence samo še večji, da bomo uničili planet zato, da si bodo žepe polnili kapitalisti in novi tehnološki fevdalci. Skupina je recimo marca 2024 požgala transformatorsko postajo v bližini Tesline tovarne v Brandenburgu in zaustavila tamkajšnjo proizvodnjo. Zdaj ob povzročitvi požara na tej napeljavi, o kateri govoriva, se je ta skupina v pismu opravičila, kot si omenil, češ da njen namen ni bil povzročiti nekega obsežnega izpada elektrike, pač pa preglavice plinski elektrarni v Lichtenbergu, da pa je požar zajel kable obsežne električne infrastrukture, češ da niso hoteli v stisko spraviti revnejših, da pa je njihovo sočutje do premožnih prizadetih v tej akciji omejeno. Zdaj, kdo so, točno se ne ve. Lani so v Berlinu izvedli 15 akcij sabotaže, septembra tudi na jugovzhodu Berlina, ampak to zdaj je bila doslej največja katastrofa, pa še v teh težkih razmerah, v snegu in mrazu. Berlin je vsekakor pribežališče in odskočna deska za leve radikalce. Vedno je bil, ker podpira njihov slog življenja, je perfekten za snidenja, za načrtovanje, za povzročanje škode. Bi pa še nekaj omenila. Septembra so letos deželne volitve v Berlinu in dogajanje meče slabo luč na aktualnega župana Kaja Wegnerja iz konzervativne kanclerjeve stranke CDU, češ da nima pod nadzorom kritične infrastrukture. Wegner je napovedal videonadzorne sisteme zdaj povsod po teh točkah kritične infrastrukture, ampak zanimivo je to, da se je nanj usul plaz očitkov in ogorčenja, ker je v soboto, že mislim, da 6 ur po tem, ko je bilo znano, da obstaja ta obsežen izpad elektrike, igral tenis. In je sprva lagal o tem, skratka, res neprijetno zanj in nespodobno, da pred kamerami skoraj jočeš, prej pa odigraš eno partijo. Duhove v Nemčiji ostaja v črnokronističnih vodah in pri kriminalu. Buri tudi nedavni bančni rop, v katerem je dobro organizirana skupina kriminalcev iz sefa odnesla za več 10 milijonov evrov premoženja. Mimogrede, vemo koliko? Ja. Brali smo lahko zelo različne številke, od 30 do 100, nekateri ugibajo celo, da še več. Koliko torej? Tako, ja. Zdaj se omenja, da je bilo odtujenega premoženja, torej denarja, zlata in drugega za 100 milijonov evrov. Sicer Gelsenkirchen ima v primerjavi z drugimi mesti nižjo kupno moč, četrtina ljudi je priseljenih, je ogromno Turkov, ampak oni ponavadi dajo v sefe to prav družinsko zlatnino in družinsko premoženje, tako da je številka zdaj recimo 100 milijonov. Aha, in mislim, zdi se mi kar veliko razhajanje. No? Gre za kakšno neprijavljeno premoženje oziroma pač težavnost ocenjevanja pri tem, koliko so vredne te zlatnine ali to? Ja, to bo absolutno težavno dokazovati. Ta vsebina v sefih je sicer zavarovana za 10.300 evrov po sefu, nekateri pravijo, da to ni nič v primerjavi s tem, kar so z vrednostjo, ki so jo v teh sefih v tem trezorju hranili. Zdaj, ti storilci, ki jih policija še vedno išče, so izropali 3250 sefov. Wow. Policija je vzpostavila posebno enoto, je pa iz policijskih krogov prišla navedba, da je sodelovanje med odgovornimi v bančni podružnici Sparkasse v Gelsenkirchenu in kriminalisti otežkočeno. V poslovalnici ves čas zagotavljajo, da je bilo varovanje na visoki ravni, ampak dvomi so veliki, ker v trezorju naj ne bi bilo nameščenih senzorjev gibanja. Ampak bile so kamere. Ampak kamere naj bi snemale le med delovnim časom poslovalnice, torej ne med vlomom. Alarm se tudi ni sprožil razen požarnega. Torej, v čem je potem smisel kamer in varovanja in očitno so zločinci kar opogumljeni, saj so potem neki drugi storilci izvedli še en manjši rop sefov, prav tako v podružnici Sparkasse v mestu Halle v severnem Porenju. Kar nekaj zanimivih naključij, ne? Ja.
Nevšečnosti po vsej državi povzroča tudi zadnja obilna pošiljka snega, ki je ohromila tako cestni kot tudi letalski promet v Nemčiji. O čemer te naj ni skrivnost, sprašujem tudi, ker se mi zdi, da nas je zima tu v Sloveniji ujela dokaj nepripravljene, ali pa vsaj, da vlada tak občutek, da pristojne službe ne obvladujejo razmer, še manj potem naši vozniki iz leta v leto manj vajeni, recimo temu pravih zim, snegom in ledom in tako dalje. No, tudi v Nemčiji, kjer pregovorno vedno vse poteka po skrbno narejenih načrtih, ste imeli težave, ne? Ja, in te težave še prihajajo. Mislim, zdaj so neka poročila iz Bavarske, da se je zgodila prometna nesreča z 2 smrtnima izidoma ravno zaradi vremena. Pravijo, da je tu vremenska kriminalka, to je sicer rahlo pretiravanje, ciklon Eli, in na severu in vzhodu Nemčije ta nek buren vzhodni veter prinaša hladen zrak, sneži. Tako da tu pričakujemo 10 do 20 centimetrov snega na že nekaj podlage in seveda to je vedno nevarno za nesreče. Nekatere šole so zaprli v različnih delih na severu Nemčije in pa težave so v prometu. Nemške železnice so začasno ustavile te prevoze nadaljavo v okolici Hanovra, kjer bo snežna odeja najvišja, pa Hamburg je prizadet, Dresden, Saška, Anhalt. Ampak meteorologi niso presenečeni, ne gre za temperaturne rekorde. Ljudje so le pozabili, kako je bilo nekoč. Zima ni le milejša v zadnjih letih, ampak je tudi vse redkejša s snegom, ker recimo podatek, med letoma 1961 in 1990 je bilo število dni snežno odejo je bilo v povprečju, koliko jih je bilo? 47, danes pa v zadnjih letih pa recimo 12. Ampak vedno ima tudi Nemčija logistične težave, ki jih sproti odpravlja. No, vsaj za kakšno sabotažo ni šlo kot občasno pri letalskem prometu. Maja, upam, da nam poslušalci ne bodo zamerili, če se za konec malo potolčemo po prsih, radijci namreč kolektivno, ne le v izrednih vremenskih razmerah, temveč v izrednih razmerah nasploh, in teh je po svetu ob zaostrovanju političnih razmer vse polno, se radio izkaže, in to se je spet pokazalo tudi v tem tednu v Nemčiji, kot nepogrešljiv medij, pa to v kontekstu več kot samo ene teme, ki smo jo danes obdelala. Ja, Mitja, to si zelo lepo povedal. Namreč, ko sva govorila na začetku o elektriki, še vedno so kljub izpadu recimo delali radijski tranzistorji na baterije, ljudje so jih uporabljali, da so prišli do potrebnih informacij in tudi pohvalili program. Rada bi pa povedala, da odkar sem tu v Nemčiji, me je nekoliko presenetilo, kako je radio priljubljen medij. Dnevno ga posluša več kot 52 milijonov Nemcev, kar je 3/4 prebivalstva. In to ne v povprečju 30 minut na dan, ampak več kot 4 ure. Irska recimo velja za radijsko kraljico v Evropi, ampak Nemčija ni daleč za njo. Seveda v nekaterih deželah prednjačijo zasebne postaje z glasbo in razvedrilom, ampak v splošnem so najbolj poslušani javni kanali, ki tudi so lani pridobili poslušalce, predvsem, ko gre za to nesenzacionalistično poročanje, za jutranje pogovore s politiki, za reportaže, poglobljene prispevke, intervjuje in tako naprej. Ampak največja revolucija pa so podcasti z izjemno hitrim razcvetom. V zadnjih 2 letih spremljam, kako se top novinarji iz časopisnih medijskih hiš selijo na audio platforme, gradijo svojo blagovno znamko s podcasti. Recimo Robin Alexander, eden najboljših, če ne najboljši politični novinar, se v teh dneh iz časnika Welt v celoti seli na podcast. Politico Berlin Playbook je zelo popularen ob 5 zjutraj že. In pa absolutna zvezda, 40-letni Paul Ronsheimer, vojni dopisnik za časnik Welt, ki goste z celega sveta vabi v podcast katerokoli uro v dnevu, takoj ko se kaj zgodi v Ukrajini, v ZDA, Nemčiji, snema na novinarskih poteh, človek z minimalnim spancem, ki je dobil tudi prestižno nagrado za svobodo tiska. Skratka, podcasti s fiksnim terminom so zanj preteklost, to je zdaj in.
to izjemna priljubljenost tudi raziskovalnih in zgodovinskih podkastov, ki sem jim tudi sama podlegla. Kot je nekoč dejal Baz Luhrmann, prenoser televizijskega prenosa revolucije ne bo, mogoče pa po radiju. Ja. Dopisnica Morda. Radia Slovenija Maja Derčar je bila z nami. Maja, hvala za poročilo aktualnega dogajanja. Pozdrav v Berlin. Najlepša hvala in vsem varne dni v teh vremenskih razmerah. Enako vsekakor.